zločinom v Hudi jami verjetno Slovenci dosežemo moralno dno. Vi ste omenili poraz tudi z vidika pietetne obravnave umrlih. Kaj pa pogled policije, pogled organov pregona? Kako daleč ste vi prišli in morda bi za začetek vprašal, kaj ste o Hudi jami vedeli že prej, preden se je odprla? Ja, pravzaprav bi na to vprašanje lahko odgovoril s 3 besedami. Kaj smo o Hudi jami vedeli, je odgovor lahko, da smo vedeli vse, da nismo vedeli nič in pa da smo vedeli premalo. Da smo vedeli vse, sem rekel zaradi tega, ker se je po odkritju že nekaterih prejšnjih grobišč, predvsem pa po odkritju Hude jame, zelo pogosto uporabilo, da kaj odkrivamo ta grobišča, saj ja, tako vsi vemo, da ta grobišča so in da so to tam in da mi ne odkrivamo nič novega. Ampak to, kar se je vedelo o teh grobiščih, je bilo pravzaprav nič. Ni se vedelo, kdo je v grobišču, ni se vedelo, kdo je grobišče oziroma pomor povzročil in pa ni se vedelo pravzaprav ničesar o žrtvah. Vse to je premalo za kakršnokoli resno govorjenje o tem, da vemo, kaj se je na grobiščih dogajalo in pa da lahko rečemo, da res nekaj o njih vemo. Policija je o Hudi jami bila prvič nekako neobveščena oziroma študentski časopis Tribuna je leta 1989 podal kazensko ovadbo na tožilstvo in v tej za storilce povojnih pobojev in v tej svoji ovadbi omenja tudi Hudo jamo. Policija je takrat se pravzaprav prvič soočila z resnim delom preiskave povojnih pobojev in v teh zgodnjih letih tega raziskovanja smo prišli do nekaterih zelo splošnih podatkov o tem, da je v rudniku resnično grobišče, da naj bi bili v tem grobišču umorjeni ljudje iz Teharij in pa tudi bežeče ljudje, ki so bežali iz drugih delov Jugoslavije. To so bile te prve osnovne ugotovitve, pri katerih se je pa potem kmalu ustavilo. Naslednji sklop podatkov, ki je pripomogel nekaj k vedenju o Hudi jami, je bil ta večkrat že omenjen film Rock'n'Roll, v katerem so tudi pričevanja ljudi, ki so nekaj vedeli o teh povojnih pobojih in kjer se zopet omenja Huda jama. Spet naslednji, ki je grobišče Hudo jamo nekako spravil na površje, pripomogel, da se o njem govori, je bil Roman Leljak s svojo knjigo Teharske žive rane, kjer tudi govori o pobojih v Hudi jami. Kar pa je bilo najpomembneje in tisto, kar je najbolj osvetlilo dogajanje v Hudi jami pred vsemi raziskavami, ki so se zgodile v zadnjih letih, pa je bilo pričanje nekdanjega vojaka Knoja pred tako imenovano Pučnikovo komisijo. Gospod Ugovšek, kot se je pisal ta pripadnik Knoja, je zelo natančno opisal, kako so iz taborišča Teharje vozili ljudi, domobrance v Hudo jamo, kjer so jih pomorili. Torej, pred začetkom dela, če imenujem prelomnega dela v raziskovanju Hude jame, in je prelomno delo to odpiranje rudnika, ki smo ga izvedli vsi, ki jih je dr. Ferenc naštel, smo vedeli pač zgolj to. Grobišče je, v grobišču so tudi slovenski domobranci, nismo imeli podatkov, kdo naj bi to storil, glede na to, da je pričevanje podal pripadnik slovenske enote Knoja, smo slutili, da so bili tudi slovenski pripadniki. In v fazi po odprtju, po preboju vseh teh pregrad, se je v policiji začela
lahko rečem, res intenzivno iskanje ljudi, ki bi nam lahko na kakršenkoli način pomagali z informacijami. Danes po opravljenih več 100 razgovorov z ljudmi lahko govorimo, da o Hudi jami vemo bistveno več, kot smo vedeli pred začetkom. Vemo, da je del žrtev iz Hude jame, da pripada Slovencem, da so bili pripeljani iz Tehari in pa iz Starega Piskra. Nedvomno vemo, da je del pobojev izvršile slovenske enote, da je poboj organizirala, vodila, koordinirala slovenska OZNA, govorim za del poboja v Hudi jami. In pa imamo nekatera imena ljudi, ki so pri tem sodelovali, vendar pa je kljub vsem tem opravljenim razgovorom, vsem pregledovanju dokumentacije, vsem trudu policije, še vedno so vsi ti podatki premalo, da bi lahko zoper kateregakoli še živečega pripadnika enot, za katere smo zbrali podatke, da so pri tem zločinu sodelovali, da bi lahko zoper kateregakoli od njih podali kazensko ovadbo in bi se proti njemu začel kazenski postopek.